današnjo okroglo mizo. Jaz bi vas vse lepo pozdravil na današnji okrogli mizi na temo dnevnih migrantov in njihove nepravične obdavčitve. Zdaj ta spor se vleče že 11 let, odkar je vlada Antona Ropa sprejela nov dohodninski zakon takrat. Zdaj do konkretnih rešitev še ni prišlo. Ljudje trpijo ob nepravični obdavčitvi, posluha za njih še vedno ni. Ljubljana kljub nekim pobudam ostaja naglušna. Ljudje delavci so na eni strani, država na drugi strani. Kje so zdaj rešitve, kako do rešitev, kako tudi uskladiti dvojno obdavčitev za državo, ali država tudi morda krši enakost pred zakonom. Zdaj vsem tem in še več bomo danes pregovorili z evropsko poslanko Romano Tomc in z poslancem državnega zbora Andrejem Šircljem. In bi kar začel z prvim vprašanjem, pa bi dal ženski prednost. Zdaj marsikdo pač iz obrobja države, tudi iz našega dela Koroške, se v želji po nekem boljšem zaslužku odloča za delo v tujini, za delo v Avstriji. Zdaj število dnevnih migrantov, ki hodijo delati v Avstrijo, ne bi bilo okrog 17 000. Lahko rečemo na dvojna obdavčitev delavcev in migrantov te ljudi dodatno siromaši in s tem posredno povzroča tudi izseljevanje mnogih mladih družin, ne samo na Koroškem, tudi v Pomurju pa na Štajerskem. Hvala lepa za besedo, pa najprej prav lep pozdrav vsem skupaj. Me veseli, da ste me povabili na to temo, čeprav jaz mislim, da slovenskega vidika vendarle je Andrej veliko večji strokovnjak, pa veliko več o tem ve, tako da vam bo lahko večje podrobnosti povedal. Jaz vam bom pa lahko povedala pa mogoče z drugega zornega kota, tudi kakšne informacije, ki sem jih dobila danes na srečanju z avstrijsko veleposlanico. In pa predvsem pa bi rada vam predstavila še eno zelo vročo temo, ki bo pa tudi problem v naslednjih, mogoče še ne tednih, ampak mesecih in letih. To je pa znižanje otroških dodatkov, ki jih načrtuje avstrijska vlada za otroke ljudi, ki ne živijo v Avstriji. Tako da mogoče samo nekaj besed glede te obdavčitve z moje strani. Z vidika Avstrije pravzaprav ne vidijo nobenega problema, ker je to izključno slovenski problem. Bi pa jaz sama mogoče to komentirala, da ne bi v nadaljevanju oziroma bi se poskušali izogibati terminom dvojna obdavčitev in bi raje govorili o nepravični obdavčitvi. Ker mislim, da če govorimo o dvojni obdavčitvi, zelo dobro se ve, kaj to je, potem ljudje ta problem zaznavajo zelo drugače in se mogoče tudi kakšna rešitev težje najde. Je pa vsekakor ta obdavčitev nepravična, predvsem z vidika, bi jaz rekla, doseženih pravic v kolektivnih pogajanjih, primerjalno gledano Slovenijo pa Avstrijo. In mislim, da v tem leži vaš največji problem. Na evropskem nivoju so bila na to temo postavljena 3 vprašanja komisiji, med drugim sem tudi jaz zastavila eno vprašanje, ker ni samo Slovenija, Avstrija ta problem imajo tudi na drugih mejah, predvsem na meji Italijani imajo recimo ta velik problem, ampak so ga potem sami uspešno rešili. Evropska komisija je pa dala seveda zelo splošen odgovor, ker je pogledala, kaj se dogaja, je ugotovila, da ne gre za dvojno obdavčitev in da gre za problem ne Avstrije in Slovenije, ampak za problem Slovenije.
in da naj ga rešuje Slovenija in mislim, da bi ga lahko rešila. Kako ga bo rešila, bo mogoče Andrej povedal, če bi za to obstajala pripravljenost, predvsem na začetku na Ministrstvu za finance. Očitno pa je, da te pripravljenosti enostavno ni. Toliko za enkrat. Andrej, izvoli. Ja, hvala lepa, dobro večer in hvala za povabilo. Zdaj, dejansko, če govorimo o tovrstni obdavčitvi, moramo seveda povedati, da tukaj ne gre za dvojno obdavčitev. Predvsem tako, kot jo bom zdaj tudi jaz opredelil, da vemo, kaj pravzaprav dvojna obdavčitev za davke to pomeni. Dejstvo je, da en in isti dohodek, če želite, obdavčita dva davčna organa. Najprej avstrijski, potem pa slovenski. Vendar dvojna obdavčitev pomeni seveda, da bi en in isti dohodek bil dvakrat obdavčen. Tukaj gre pa za to, da seveda avstrijski davčni organ obračuna akontacijo, da tako rečem, oziroma se odvede akontacija davka avstrijskemu davčnemu organu, potem je pa seveda davčni zavezanec v Sloveniji in na podlagi sporazuma o izogibanju dvojne obdavčitve, to je sporazum o izogibanju, se tisti avstrijski davek odšteje. Govorim samo o tehniki, kako deluje, zaradi tega, da bomo seveda tukaj to vedeli, se v Sloveniji ta davek, plačan avstrijski davek odšteje in seveda potem razlika tisto, kar ostane po slovenski lestvici davčni, po slovenskem zakonu o dohodnini, je potem tukaj prihaja do predvsem velikih doplačil. Zdaj, prihaja do velikih doplačil, oziroma tudi imam neke podatke, koliko je teh doplačil v letu, mislim, da 2016, tako da glede tega, ampak to najbrž ni zdaj to zanimivo. Zdaj, dejansko ima ta zadeva že dolgo brado, kar pomeni, da se že dolgo časa rešuje. In v letu 2006 in 2007 je takratna vlada enostavno odločila, da teh doplačil ne bo. Potem se je v zakonu o dohodnini dala rešitev glede oprostitve. Vendar je Ustavno sodišče Slovenije, zaradi tega seveda treba tudi biti previden, ali gre tle za ustavno sporno zadevo ali ne, to, kar se bom rekel zdaj tudi govori, odločilo, da je tista oprostitev neustavna. Ne? Pač tako je odločilo, mislim, zdaj tukaj ne moramo, to se je pač zgodilo začetku leta 2012, ko je Ustavno sodišče to odločilo. Ne? In v Slovenski demokratski stranki smo vse skozi na stališču, da je treba pač tudi zaradi tega, ker so določene odločitve že bile sprejete in v bistvu se jih ne more ponavljati, se pravi, zdaj bom tako rekel, če še enkrat država reče, zdaj naj se pa naredi oprostitev v zakonu o dohodnini, ne, je to v bistvu v nasprotju s tisto ustavno določbo. In to se v bistvu, glejte, čisto pravno, formalno ne more delati. Ne. In mi skozi vidimo, že od začetka, že od leta 2006 naprej, vidimo rešitev v tem, da se spremeni sporazum o izogibanju dvojne obdavčitve in da ta sporazum o izogibanju dvojne obdavčitve seveda se sklene tako, da enostavno ne pride do poplačila oziroma da ne pride do tega plačila te razlike, ki se pojavi pač pri nas, ne? Da se to tam uredi. In seveda to je potem mednarodni akt. Zdaj, tako kot je Romana rekla, to je naš problem. Zaradi tega tudi jaz mislim, da avstrijska stran, čeprav je to sporazum z Avstrijo, sporazum o izogibanju dvojne obdavčitve z Avstrijo, za avstrijsko stran to ne pomeni nobenih učinkov. Oni ne bodo niti nič na boljšem, nič na slabšem in v bistvu, če je naš interes takšen, verjetno bi v teh razgovorih tudi avstrijska stran enostavno podpisala tak sporazum, ker njih v bistvu to, kot je bilo rečeno, ne tangira, grdo sem rekel, se pravi, za njih je to popolnoma vseeno, kako te dohodke pri nas
mi potem obdavčimo. In ta rešitev je že v igri, da tako rečem, ali pa predlagana od leta 2006 naprej, tudi takrat, ko smo mi do leta 2008, takrat se je v bistvu že začelo tudi dogovarjati z avstrijsko stranjo. To dogovarjanje poteka relativno dolgo, navadno nekaj časa, vsaj nekaj mesecev, nam rekel nekaj let, ampak kakšno leto ali pa dve, pa navadno že, nekaj mesecev pa vsekakor. In potem je pa seveda, ko je prišla naslednja vlada, Boruta Pahorja, je pa enostavno vsa zadeva zastala. Ne. Tako da, in seveda ni bilo interesa, za to, da bi se vse to zadelo, vse to nadaljevalo. Tako da, zdaj ta zadeva je tukaj, mi smo pač večkrat, ne vem, jaz sem tudi za namene te okrogle mize pogledal, pač kaj se je vse naredili in tako naprej. So bila postavljena številna poslanska vprašanja, je bila v državnem zboru je bila organizirana seja odbora za finance in monetarno politiko, skratka, stalno se to dela, eden izmed poslancev sprašuje in tako naprej. Odgovor je stalno enak in zadeva se v tej smeri ne spremeni, razen, kot veste, se je spremenila v smeri tihle prevoznih stroškov pa malce, ali kako se malce, tle se je nekaj spremenilo. Ne? Tako da to je zdaj. V Slovenski demokratski stranki smo tudi sprejeli pač nek sklep, oziroma je to pač tako, da je to možno rešiti s sporazumom o izogibanju dvojne obdavčitve in to na ta način. Se nam zdi edino primerno. Še enkrat povedal sem, zakaj ne z zakonom o dohodnini, oziroma z zakonom, zaradi tega, ker je Ustavno sodišče v bistvu to že razveljavilo. Tako pa seveda lahko na nek drug način dejansko to rešite. Gre za mednarodno pogodbo. Ta mednarodna pogodba ima enak status kot zakon, oziroma je še nad zakonom, tako da v bistvu je tle pravna varnost zagotovljena. Davčni organ mora delati po tej mednarodni pogodbi, tako kot po mednarodni pogodbi upošteva, da tako rečem, zdaj tisti plačan davek v Avstriji, ne, ko vam obračuna to končno dohodnino, to naredi ne po zakonu o dohodnini, ampak po tem sporazumu o izogibanju dvojne obdavčitve, tako bo tudi pod sporazumu o izogibanju dvojne obdavčitve med Slovenijo in Avstrijo upošteval pač to spremembo. Tako da mi vidimo pač tukaj to rešitev. Kakšne boljše tle v Sloveniji zaenkrat nisem slišal. No, gospa je prej omenila otroške dodatke. Zdaj vemo, da Avstrija načrtuje neko zakonodajo, ko bi pač zmanjšala otroške dodatke za te delavce, emigrante. Recimo Madžarska se je že kar ostro odzvala. Slovenija je še tiho. Kaj še čaka? To pa ni res. Slovenija je zelo glasna, v Evropskem parlamentu je bila prva. Jaz sploh nisem vedela, da bo ta pobuda doživela tak odziv. Pač tam so me obvestili, zakaj gre, kaj avstrijska vlada načrtuje. Morate vedeti, da je ta avstrijska vlada pravzaprav sestrska stranka naše stranke in da jaz 90% tega, kar oni načrtujejo, pa kakršen program imajo, podpiramo. Moja kolegica Elizabet je zdaj ministrica, pač te ljudje so tja šli. Se pravi, v načelu jih podpiramo, ampak tole, kar pa zdaj želijo narediti, sem se pa pač takoj odzvala in bila zelo presenečena, ko naslednji dan je hotel, ne vem, 10 avstrijskih časopisov, pa televiziji, pa ne vem česa izjave. In to je bil veliki boom potem tam, da pač poslanci oziroma jaz iz Slovenije nasprotujemo temu. To je 2 leti nazaj poskušala Nemčija, pa jim ni uspelo. Zato gre Avstrija po 2 poteh. Želijo pač tukaj le vršiti mal pritisk, po drugi strani pa želijo preko nemških kolegov spremeniti evropsko zakonodajo tako, da bi potem avstrijska obveljala. No, in zdaj smo se skregali na tej točki, ker je tam moj kolega, ki je tudi z moje politične skupine, pa tudi celo z odbora za zaposlovanje, Sven Šulce, Nemec je,
predstavil v nekem poročilu to kot stališče EPP stranke, da mi zagovarjamo indeksacijo, na kar sva se midva malo tukaj na tem področju nisva se sporekla, pač ugotovila sva, da imava različna mnenja in jaz zahtevam razpravo na skupini EPP, kjer se moramo odločiti, kakšno je naše stališče. EPP stališče, ker mi moramo tako kot SDS ima enotno stališče, moramo imeti EPP v parlamentu enotno stališče. Pri tej zahtevi in tudi ideji me podpirajo vse te pač vzhodne države. Vem, ki ne smem iskati zavezništva pri Nemcih, Ircih, Dancih in Nizozemcih. Za Francoze pa Špance še ne vemo. Podprli so me že Grki, Čehi, Slovaki, Madžari, Poljaki, Estonci, vsi te, kar je zelo pomembno. In ko bo razprava na skupini, se bo pač videl, ne, ali se bo evropska zakonodaja prevesla v to, da bojo Avstrijci potem lahko legalizirali svoje početje ali ne. Zaenkrat je pa to diskriminacija državljanov EU, ker gre izključno za EU državljane, ne. In jaz sem se zelo jasno opredelila, jaz sem velik nasprotnik socialnega turizma. Mislim, da ga je v Evropi preveč, pa da se je preveč razpasel marsikje. Te severne države imajo zelo velike težave s tem, ampak to, kar pa Avstrijci delajo, pa ne gre za socialni turizem, to gre za tiste zaposlene, ki tam delajo in ki naj bi potem imeli različne otroške dodatke glede na državo, iz katere prihajajo. In sicer glede na kupno moč države, iz katere prihajajo. Če Avstrija bo na 100, ne, tisti, ki so manj razviti, imajo nižjo kupno moč, bodo dobili manj. Nekateri, recimo Finci, bi dobili pa celo več. Avstrijska veleposlanica mi je danes pač obrazložila njihovo stališče še enkrat, zakaj tako ravnajo. In njihovo stališče oziroma razlogi so prvič. Evropska unija je obljubila Veliki Britaniji, če ostane v uniji, da ji bodo pogledali skozi prste, kar se tega tiče, in bi jim to dovolili, da znižajo socialne transfere za pač tiste, ki prihajajo, ne. Druga stvar, ki pa je, pravi, da so ti otroški dodatki namenjeni kritju življenjskih stroškov za otroka. In če otrok živi v Bolgariji, potem ima seveda veliko nižje stroške, kakor če živi na Finskem, ne? In ker so to neki socialni izdatki namenjeni za pokrivanje življenjskih stroškov, bodo oni dali toliko, kot so življenjski stroški in nič več. To je njihova percepcija, no. Ampak zgodba se bo še nekaj časa odvijala, je pa prav, da smo zelo aktivni. Očitno se bo v naslednjih tednih veliko dogajalo na tem področju, ker če ne bomo aktivni in če se ne bomo tukaj pravi čas zmigali, pomemben je tudi pravi čas, ne, pol je prepozen po toči zvoniti, potem se zna zgoditi, da bo naslednje leto res to obveljalo, kar pa mislim, da ne bi bilo prav. In če že smo tam, pa če nas skozi sprašujejo, kaj naredimo za slovenske državljane in državljanke, poleg tega, da tam neke papirje prebiramo, ne, tole so pa take konkretne akcije, ki jih tudi počnemo, pa se včasih premalo slišijo, no. Zdaj bom takole rekel glede te dohodnine in glede stopenj, ne. Zdaj, če pogledate stopnje, ne, brez razredov, so stopnje skoraj iste, mislim, celo večja v Avstriji, 50%. Je večja. No, ampak za tega bom zdaj spravil, ne, če pa govorimo o razredih, ne, ni problem stopenj pri nas, tam so problem razredi. To se pravi, pri nas je zdaj tako, bolj ali manj je pri nas glede na druge države v plačah uravnilovka. In bolj ali manj so te plače zelo nizke. In mislim, da okoli 75% vseh plač v Sloveniji, govorim ne za Avstrijo, je nižjih od povprečne.
okoli 70 do 75%. Kar pomeni, da je zdaj ta dohodnina in te stopnje in ti razredi nastavljeni tako, da država v bistvu dobi od tistih, ki dejansko imajo. Ne? Se pravi, tudi teh, ki imajo povprečno plačo in manj kot povprečno plačo, dejansko so zelo obdavčeni. Ne? Predvsem bolj kot v Avstriji. To je ena zadeva. Zdaj, druga zadeva, ki pa je, da so pa v Avstriji višji dohodki. In če avstrijske dohodke date v slovensko lestvico, ne, tako kot se tudi naredi, da tako rečem, mislim, tle moramo se čisto odprto gledati, višji so dohodki, je seveda pridete v najvišje stopne tako, ne. In plača Avstrijc znatno manj davka ob istih dohodkih, kot ki je obdavčen po avstrijski zakonodaji, kot Slovenc, ki je dobiva dohodke v Avstriji in je obdavčen po slovenski zakonodaji. Tako da največja zadeva, ki tukaj je, bom rekel, ta razredi, kako so. Ne. Dej, seveda imamo tudi olajšavo. V Sloveniji, ne vem, ta splošna olajšava, govorim, 3400-500, nekaj tazga, v Avstriji 12, 11, tukaj nekje, ne. Glejte, če damo, mislim, to vas zdaj matematiko, če govorimo, če damo avstrijsko splošno olajšavo, tukaj pa lahko povem, da dobimo 20% te dohodnine, kakor je, ta vir pade. In to zaradi tega, ker so dohodki tako nizki, da v bistvu bi potem pa obdavčeval mogoče samo 20% še dohodkov, če daš avstrijsko, pa še otroško in tako naprej. Tako da, tle je več, te stopne niso tak problem, kot stopne, nominalne stopne. Te so razredi in dejansko stanje, da imamo v Sloveniji toliko nižje dohodke in v primerjavi z avstrijskimi, seveda potem avstrijski dohodki takoj padejo v višjo stopnjo. Zaradi tega so doplačila. Zakaj so doplačila? Zaradi tega, ker v Avstriji je akontacija, govorim zelo matematično, ne, tehnično, akontacija je 25%, ne, mislim, da je. In seveda v Sloveniji prijete pa 45% stopno. Se to je razumljivo. In to razliko med 5 ali pa 50, ne, razliko med 45 in 25% stopno, to je to doplačilo. Ne. No, ampak to lahko pa te izračuni obstajajo, lejte, naredili smo jo že velikrat, in po avstrijski zakonodaji, in po slovenski zakonodaji in tako naprej. Ne. Tako da zdaj, dokler ne bodo v Sloveniji dohodki višji, tudi enkratno, da bi mi kar uvedeli 12.000 olajšave, je malo tako. Nekateri ne bi želeli, ker veste, univerzalni otroški dodatek, da začnem tako, je v programu Slovenske demokratske stranke. Jaz sem predsednica odbora za zaposlovanje in socialo in sem to predstavila kot eno izmed bolj takih prepoznavnih, odločnih potez, ki jih bomo naredili na tem področju, čeprav mislim, da je treba še marsikaj postoriti. To je v našem programu je bilo javno predstavljeno pred poletjem lanskega leta. Nekateri so zelo skeptično to sprejeli, ampak je 1000 argumentov, zakaj je ta sistem boljši, med drugim tudi to, da je uveljavljen v številnih državah, kjer se je izkazal za dobrega. Problem je pa v tem, da je finančno kar velik zalogaj, zato bi ga morali kombinirati z temi olajšavami. Seveda gre za stvar predstavitve ljudem in če bi ljudje razumeli, da bi nižji sloji dobili na ta račun več, ne, ker zdaj ne morajo te olajšave pokoristiti, mogoče bi šlo skozi. Kaj pa bi šlo težko skozi, ne, bi pa jaz rekla, da pač spoznanje ljudi, do katerega bi prišli, da univerzalni pomeni univerzalni, in da bi tudi otrok od direktorja dobil otroški dodatek enako kot od tistega delavca, ki ima minimalno plačo. To se je treba zavedati in to ljudje včasih težko sprejemajo, ker rečejo, on pa ne rabi. Ampak moj argument tukaj je, da gremo po poti drugih razvitejših držav, ki so ugotovili, da je ta sistem dober. Ta sistem je veliko bolj enostaven in na ta način bi jaz tudi ločevala
je prepleteno, ampak vendarle, eno je socialna politika, kjer se rešuje socialni problem družin, ki jaz mislim, da ga je treba reševati in boljš kot zdaj. Drugo pa je družinska politika, kjer se pa rešujejo stvari povezane z družinskimi zadevami, povsod obstajajo, pri nas so zanemarjene. In je enostavno družinska politika postala ena navadna sociala. Dajmo mi socialno politiko voditi tako prijazno ljudem, ampak hkrati pa tudi družinsko politiko na drugačen način, kot je zdaj. In otroški dodatek bi jaz umestila v družinsko politiko. In se ne ušteva v dohodke. Ja, jaz se strinjam, obstajajo dokumenti in jih bomo poskušali predstaviti, tako da bodo ljudje razumeli, ker jaz mislim, da bistveno je razumevanje. Sistem je v redu, sistem bi bil dobro nastavljen, ker zdaj naš socialni sistem je popolnoma porušen. To jaz trdim tudi, samo še tako, da zaključim s to minimalno plačo. Ena izmed mojih tweetov je bil pred dnevi, ravno še v to smer, ko ste vi rekli, ampak je bil sarkastično mišljen, še malo pa bo minimalna plača enaka povprečni, ampak, a veste, ne, to bi bilo itak najslabše, ker pomeni, da bi imeli vsi enake in vsi nizke plače. Slovenija je tretja med državami sveta po uravnilovki, kar se tiče tega, tako da tukaj se ne moramo pritoževati. Kar pa mene moti pri teh minimalnih plačah je pa to, da ljudje so nasedali in bodo še naprej nasedali do volitev vsem tem obljubam o povišanju minimalne plače za 20 evrov, za 30 evrov. Upokojenci bodo nasedali, da jim bodo pokojnine povečali za 2,1%, a ne? Veste, me pa bolj zanima, zakaj je naša plača minimalna takšna, kot je, in zakaj je plača minimalna v Luksemburgu 1900 evrov. In ko se bomo enkrat nehali kregati o tem, a je boljš in koliko super je povečanje za 20 evrov pa za 10 evrov, ampak o tem, kako bomo naredili, da bodo te minimalne plače dejansko više, kaj moramo narediti, a ne? In to je po moje en navaden predvolilni medijski spin, ki se ga gre zdaj ta vlada in se Levica prepira z SD-jem, kdo bo dal večji bombonček. Ampak še vedno so to bombončki, mi pa rabimo sistemske spremembe. Nas bi tukaj zdaj na tej točki zaključili.